Individualizacija pri izvajanju učnega procesa je odvisna od premišljenega načrtovanja pouka tako na letni oziroma programski ravni, kot tudi na izvedbeni ravni. V procesu načrtovanja in izvajanja pouka učitelji določijo učne izide in predvidijo, kako se bo doseganje standardov znanj izrazilo pri dijakih. Pri načrtovanju upoštevajo predznanje in zmožnosti dijakov. Uporabljajo širok nabor prijemov poučevanja in za dijake pripravljajo didaktične dejavnosti, ki sledijo potrebam posameznikov in jim nudijo najboljšo možno podporo pri učenju. Pri načrtovanju praktičnega izvajanja pouka pri svojem strokovnem modulu dijakom poklicno delo vrtnarja poskušam približati tudi skozi problemsko in projektno delo. Na tak način se dijaki lahko konkretneje izobražujejo in usposabljajo za obvladovanje več medsebojno povezanih poklicnih nalog in bolj kompleksnih delovnih situacij, s katerimi se bodo srečevali pri opravljanju svojega poklica. Učiteljica na takšno delo dijake pripravi, jih skozi proces vodi in usmerja. Omogoča jim izgrajevanje in učvrščevanje novega znanja in spretnosti. Dijaki so akterji dejavnosti. Učiteljica jim nudi podporo, jih spodbuja k razmišljanju, mišljenju na višjih ravneh in ustvarjalnosti. Spodbuja sodelovalno učenje. Dijake premišljeno združujem v skupine in jih spodbujam k medsebojni pomoči in sodelovanju. Skozi delo na istem projektu dijaki pridobivajo poklicne kompetence in razvijajo tudi druge spretnosti, na primer socialno spretnost, ki jim bo koristila na več področjih njihovega življenja. Učiteljica v načrtovanje in izvajanje pouka smiselno vključuje medpredmetno povezovanje in sodelovanje. Realno poklicno delo vrtnarja zajema tudi vsebine s področja prodaje, ovrednotenje dela in izračun vrednosti storitve. Pri tem se tudi povežem s sodelavko, ki ta predmet tudi poučuje. Ob zaključku izvedbe pouka učiteljica skupaj z dijaki ovrednoti rezultate procesa dela na podlagi že znanih kriterijev ocenjevanja. Pri načrtovanju individualnih poti za doseganje standardov znanja učitelji upoštevajo dijakove sposobnosti, zmožnosti, osebne lastnosti in njegove interese. Dijaka Maja in Jakov zelo rada opravljata praktična dela na šolskem vrtu. Sta zelo aktivna v izvenšolskih dejavnosti, nista pa zainteresirana za učenje botaničnih poimenovanj okrasnih rastlin. Individualni razgovori z njima so nam dali idejo za dvig njune motivacije. Oba namreč veliko svojega prostega časa rada preživita za računalnikom. Predlagala sem jima, da bi izdelala film o prepoznavanju in poimenovanju okrasnih rastlin v šolskem parku. Učiteljica je z dijakoma sklenila dogovor. Skupaj so določili cilje, ki jih bosta dijaka dosegla. Njuna učna izkušnja je vključevala premišljeno rabo sodobne digitalne tehnologije kot učnega pripomočka za doseganje standardov znanja. Skozi proces dela sta dijaka razvijala tudi ključne kompetence. Pri delu sva bila tudi na svojem terenu. Kamera, računalnik, telefon, splet. Izvedela pa sva tudi veliko o tem, kako je pri uporabi vsega tega pomembno razmišljati tudi o varnosti, da ne moreš kar tako kopirati virov, da si pri tem odgovoren. Oba dijaka sta bila zelo motivirana in samostojna. Pri uporabi strojne in programske opreme sta potrebovala le osnovne napotke, razlago, delovanja in orodja. Na strokovnem področju prepoznavanja in poimenovanja okrasnih rastlin sta potrebovala nekoliko več usmerjanja pri iskanju ustreznih botaničnih imen. Njuna motivacija se je izboljšala. Dijaka sta na drugačen način osvojila prepoznavanje in poimenovanje izbranih okrasnih rastlin v šolskem parku. Svoj izdelek sta predstavila svojim sošolcem. Uporaba digitalne tehnologije in drugačen pristop sta spodbudila zanimanje ostalih dijakov. Razmišljamo, da bi takšen način uporabe digitalne tehnologije razširili še na druge naloge z področja hortikulture in k sodelovanju pritegnili več dijakov. Odločilnega pomena je dobro načrtovanje pouka.
Izvedbeni kurikul sprejme razredni učiteljski zbor po predhodnem usklajevanju. Običajno se najprej skupaj sestanemo učitelji, ki poučujemo stroko in si smiselno razdelimo učne cilje. V nadaljevanju se vključijo še učitelji splošnih predmetov. Takšen način načrtovanja in izvajanja pedagoškega dela zahteva veliko priprav, medsebojnega sodelovanja in učinkovitega koordiniranja med posameznimi učitelji na eni strani in vodjo praktičnega usposabljanja z delom na drugi strani. Pri zagotavljanju pogojev in spodbujanju šolskih timov za izvajanje individualizacije ima ključno vlogo vodstvo šole. Šolskim timom nudi tudi strokovno podporo, jih povezuje in spodbuja njihovo sodelovanje. Veliko razmišljamo o tem, kako naše dijake kar najbolje pripraviti tekom šolanja pri nas na izzive, ki jih čakajo v poklicnem življenju. Na šoli si prizadevamo vzdrževati v prakso in okolje vpeto učenje, ki vodi do trajnejšega znanja, motivacije in veselja do učenja. Nahajamo pa se tudi pred novo paradigmo sodobnega poučevanja. Nanjo lahko odgovorimo le z učenjem, usmerjenim v udeleženca izobraževanja.